dajem besedo gospodu Vinku Šegi, ki pa je v svoji knjigi Dano tisto uro popisal svojo lastno zgodbo. Od bogoslovskih let, pa potem duhovniškega posvečenja, duhovniških služb, različnih preizkušenj, različnih nevarnosti, trpljenja, zaporov in vsega podobnega. Dano tisto uro, zakaj tako zanimiv naslov, pa nam bo avtor verjetno sam povedal, če nam pa jaz na koncu. Prosim, začenjamo. Hvala lepa. Nič nimam napisanega. Moja kolega so imeli vse sestavljeno, jaz pa kar na pamet govoril. Danes zjutraj je gospod doktor mi telefoniral, če pridem, jaz pa je obvezno rekel, če ne morete priti, ja, se da priti, če je volja, je tudi pot. Kaj ne pa povem? Ja, povejte kaj o knjigi. O knjigi tu povedal, kar mu zdaj na pamet prišlo. Jaz na to knjigo nisem nikoli mislil v času zapora. Takrat smo samo čakali, ali bomo preživeli, ali bomo preživeli. Potem po zaporih pa smo videli pa knjige našega Ljubota Marca, pa Joška Kragla, je pa držal misel, kaj če bi ti malo napisal, ampak se mi ni zdelo tako važno, a ne. Nisem na smrt obsojen, 5 let, pa 20 dni, nekaj je, dost pa to ni proti smrtni kazni, ne. Pa sem ne vrtel, ne, če bi začel malo zbirati, pa se težko odločil, potem si imel pa 2 pogonska motorja, pišem v začetku knjige, doktor Grill pa gospod kardinal v Rimu, tako da je v Načkov v Ljubljani, na tole knjigo, da smo potem sestavili. Težko je, saj sem uvodu napisal, ker nisem pisatelj. Ampak piši, Načkov, doktor Rode, piši, doktor Gričakov, Lesena žlica, prvotni bil naslov, si vodno napisano zakaj. Lesena žlica ima že dva dvojni napisal knjigo z istim naslovom. Sem se odločil za tisto uro, ker sem dostkrat doživel, v 18 let obsega ta knjiga časa, doživel direktno Božjo pomoč. Prav takrat srečanje s partizanom zaradi pastirskega pisma, takrat je bilo zadnja, ne tisto uro, ampak tisto sekundo mi je Bog dal, kaj reci. Zato sem dal naslov Dano tisto uro. Pa še dosti krat potem med branje knjige boste lahko prebrali, ali pa ste že prebrali. Drugo pa je bilo moja želja resnico o škofu Rožmanu. To me je zelo bolelo, da škofa Rožmana tako sramotijo kot vojnega zločinca. To je bil blagi mož, on mi je posvetil Mašnika in moral toliko krivic prestati. Bil sem na grobu njegovih staršev na Koroškem in sem potem tam spomnil na tega velikega našega voditelja, tisti čas med vojsko, nismo nikogar imeli, doktor Gregorja Rožmana, da bi se resnica pokazala o škofu Rožmanu. Potem pa tudi napisal knjigo z namenom malo za spravo. Tu ne bo šlo naprej, tole večno napetost, da bi pomagala ta knjiga tudi k spravi, priznati to, kar je bilo. Ta namen je bila tudi ta pesmica, oziroma pesem, skladba, Flectamus genua, priznati in potem obžalovati, pa dati roko si. Zdravnik mora tudi rano očistiti, ne mora kar obdiš gor prepopati. Očistiti rano, potem pa se zdravi naprej. Tako tudi ta knjiga ne bi bila pripomoček, da bi slovenski narod spoznal svojo krivdo, katero so jo delali, krivico, in potem obžalovati in dati roko sprave. Zelo se lepo zahvaljujem družini,
da je tole knjigo sprejela in tako lepo uredila, da jo še sam občudujem, kako je lepa. Ja. Potem pa še gospodu doktorju Marku, mi je žal, ki ga nisem se veselil, da ga bom danes srečal, tega velikega moža, se zahvaljujem za njegovo knjigo, ker po vojski mi nismo imeli tiste za nesrečne, ki so bežali. Mislili, kako so srečni, ušli so izpod komunizma, ne? Zdaj pa čutim in spoznamo, kako je bila velika bolečina izgubiti domovino. To je bila velika bolečina, ker imam še enega sošolca, mojega duhovnika v Ameriki. On zdaj bi rad na staro leto domov prišel. Kako je ta bolečina še vedno živa izguba domovine. Zato se zahvalim gospodu doktorju Marku in pa našemu gospodu pisatelju, on je pa pisatelj, ta pravi, jaz nisem. Za to knjigo, za lepo, za Hadasa in vse to. Da je naša pol pretekla zgodovina malo osvetljena. Hvala vsem za pomoč in za priznanje in za tole sodelovanje, da je ta knjiga prišla na svetlo. Hvala lepa.